Če šta ti prvoj, kaj ima tam ne? Steno, pa ne čizadno, pa spredzadno. Ja, pa ubija svoj srednji. Srećna. Srećno, jaz sem malo prehlajena. Jaz nisem nič prehlajena, ne v roke, ne drugače. Gremo? Srečno. Želela bi si, da se vam uresničijo najbrž sanje do vsakega izmed vas, podoben dom. Predstavljati, da vam lahko nekoj sentimentira samo trenutek svojega prostora. Vendar prihodnje leto bom še vedno upam na tem delovnem mestu, solidarnosti in družbe, da je v tem mile letu zakon o prijavi svojega prebivališča. Torej, da se lahko vsak nekje prijavi. To je najmanj, kar se država naredila. Zagotovo bi si želela, da se vam izpolnijo večje želje. Zdravje je za vsakega izmed nas pomembno. Nič ne pomeni, tudi če imaš hišo z varnostnimi stopnicami, pa nisi zdrav, ker moraš od doma v bolnico ali se zgodi še kaj hujšega. Zato vam najprej želim predvsem zdravje. Potem pa seveda toliko sredstev in pomoči države, in tako upam, da bo tudi v prihodnjem letu. Torej, če bo politika in če bo država tista, ki bo slišala slehernega človeka, bo tudi za vas lažje. Nocoj pozabite na hudo, imejte se lepo, vesela sem, da je toliko dobrih ljudi, ki so vam pripravili ta večer. In da vas je tukaj, nisem niti opazila, gospoda predsednika, soprogo. Danes ste se priplazili, ali ste skozi tukaj, res se upravičujem, če ne bi tudi lepo pozdravila, vendar sem gledala samo naokoli. Tako da prijazen dober večer vsem. Predsednik je tisti, ki ga res vsako leto videvamo na teh prireditvah in zato moram reči, da sem vesela, da mi je uspelo danes tudi meni priti k vam. Torej, lepo praznujte, predvsem zdravo novo leto vam želim. Vas kaj povabim k mizi, da malo begriznete se še malo nekaj trenutkov z nami. Izvolite. Da
Med nas pa vabimo še gospoda predsednika države in njegovo partnerico. Pozdravljeni. Veseli sem zopet pred nami. Pa mene malo že dosti, kako vsako leto popravim, ne? Morate vi kaj povedati. Lep pozdrav vsem. Dva so se nazadnje videla nekaj tednov nazaj, ko smo organizirali najprej eno tako resno razpravo o težavah, nazadnje tudi vaših, pa potem en tak sprejem za vse ljudi dobrega srca, ki skrbijo za tiste, ki so se znašli v težavah in nič ne rečeno, kdo se bo prej zdaj znašel v težavah. Na tem svetu ni nič gotovega. Ne to, da naletiš na nesrečo, ne to, da letiš na srečo. Zato se moramo vsi med sebojno spodbujati in si pomagati, takrat, ko nam je slabo in tudi takrat, ko nam gre dobro. Zato bi se najprej rad zahvalil tej dobri dami, dobrega srca, ki skrbi za vas. Ampak skrbi veliko bolj, kot si ne mislite. In če bi bilo toliko dobrote, sicer bi bilo manj hudega na svetu. Zato se vam, če smem reči, v mojem imenu in v imenu države, ki mi je čas predstavljati, zahvaljujem za to vaše delo, ki je zelo prizadevno, zelo tiho, nič niste glasni, nič ne silite pred kamere, samo pridno delate kot ena mravljica. Rad bi vam zaželel veliko zdravja, kakšen uspeh, ne bo odveč. Rad bi nam zaželel solidarnost, da si pomagamo, da se spodbujamo. Vsi bomo potrebovali eden drugega prihodnje leto in sicer v prihodnosti. Če se in ko se srečamo kje na ulici, bodimo prijazni in z drugimi si pomagamo. S Tanjo so tukaj 5 zapored, vedno rada prideva ob novem letu in to sprejemamo že kot en tak lep privilegij, ki ga imava. Hvala lepa, srečno! Hvala. Gospod predsednik, vsi mi hočejo pobegniti za mene. Eno je skrbno darilo tudi od nas. Hvala vam. Kaj pa vas povabim k mizi? Hvala, to pa je veliko. Kot vedno imamo vedno 2 darili, ena je uradno, to je to. Neuradno še prihaja, ki se bo kapljamo. Hvala še enkrat. No pa za vas, gospod predsednik, gospod Brglec in gospa Malkinja pripravili eno lepo pesmico. Skupaj zapojamo. Baby, child,
Najprej pa povabimo med nas še gospoda vizitatorja, da spregovori par besed. Noče, nekaj kima. A bo, pejte med nas. Najlepša hvala za povabilo, gospod predsednik, gospa partnerica, varuhinja človekovih pravic, gospod predsednik Državnega zbora, koliko jih je treba zdaj imenovati, kdo je kdo. Ja, veseli smo, da tudi mi svoj majhen kamenček doprinesemo temu, ko se zbirate tukaj med nami v tem študentskem domu v Vincenci od leta 23 let. Tako da so lepi spomini, lepi dogodki in smo tudi veseli, da ste med nami, da lahko vsaj nekaj doprinesemo k temu, da se tudi vi dostojno tudi poslovite od starega leta in spremljamo skupaj novega. Za nas je toliko bolj pomembno, ker letos smo še v nekem velikem jubileju, pač vsi, ki sledimo vincencijanski karizmi, ki je tudi nekako zaščitnik vseh tistih, ki delajo v karitativnem delovanju, da skušamo pomagati človeku v stiski. To je tisto, kar smo se tudi mi nekako oblikovali v svojem času študija, vsi smo čutili neko bližino s tem in prav gotovo vsi prostovoljci v Društvu prostovoljcev Vincence Veselice Dobrote, drugi, ki prihajajo in ki radi priskočijo na pomoč, je dejansko to tisto, kar mi lahko naredimo. Se pravi, vsakega navdušiti za to, da človeka v stiski ne pusti ob strani, ampak da se mu približa, ga pozdravi, ga nagovori in tudi, če mu lahko kaj dobrega stori, da to tudi naredi. Tako da naj bo tudi za vas želja z naše strani, da bi resnično ta večer bili veseli, navdušeni, da bi pričakali tako novo leto, ki je pred nami, ki je seveda zaenkrat še vse uganka, ampak z velikim veseljem in navdušenjem želimo, da bi bilo čim bolje. Hvala. Tudi za vas imam nekaj. Ne boste ušli? Po mojem pa zdaj čebelice, a ne? Kaj praviš, Nenad? Čebelice, a ne? Ene čebelice se zapojemo.
ta pesmica je bila lepa, ne? Smo že kaj lačni. Ja, ne. Ampak še prej imamo še enega pomembnega gosta. Danes se kar ne konča. Ja? Med sabo vabimo gospoda Nadškofa. Dobrodošli. Pa vas prosimo za par besed, pa tudi za blagoslov ljudi. A bi se dalo zmeniti? Z veseljem. Pozdravljam lepo vse imenitne goste in druge imenitne goste, ker smo vsi gostje v tej hiši in vsi prišli z istim namenom, zato da skupaj preživimo lep večer, se poslovimo od leta, ki ga počasi puščamo za seboj, se zahvalimo za stvari, ki smo jih doživeli v tem letu, tudi tiste, ki morda niso bile najbolj prijetne, ker so nas tudi te stvari oblikovale v ta trenutek, v katerem smo sedaj. In obenem, da se morda ozremo nekoliko naprej, da razmislimo, na kakšen način se bomo spoprijeli z letom, ki je pred nami, da bi bilo dobro, da bi bilo rodovitno. Moram reči, da sem vesel, da vas vidim, ker to pomeni, da ste se držali tistega lanskoletnega gesla. Nekako tako je šlo, ne vem, če bo čisto točno, ampak je šlo, da vztrajam, ko je težko, ne odneham. Ne popustim. Ne popustim. Vztrajam, ko je težko, ne popustim. Zelo verjamem, da ste vztrajali, ker ni bilo ravno vedno lahko. Včasih je bilo tudi težko, včasih je bilo tudi zahtevno, ampak ker niste popustili, smo nocoj tukaj. In vam voščim še naprej tega poguma, te zavezanosti življenju, tudi te zavezanosti drugemu in seveda tudi odprtosti Bogu. Ker takrat, ko je posebej težko, je dobro, da se primemo tudi za njegovo roko, da lahko gremo naprej. In zato lep silvestrski večer, lep prehod v novo leto in naj Bog v novem letu nad vsemi vami drži svojo roko. Tako, kakor jo drži Oče nad svojimi otroki. Da bo to leto vodilo k dobremu. Tako. In sedaj bomo še blagoslovili to, kar bomo v tem silvestrskem večeru zaužili. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Nebeški Oče, zahvaljujemo se ti za vse te brate in sestre in za njihovo leto in te prosimo, da jih blagosloviš. Blagoslovi tudi to, kar bomo po tvoji dobroti prejeli, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Hvala lepa tudi vsem tem, ki so ta večer organizirali, so se res potrudili, da so tako praznično okrasili naš prostor in da so pripravili program. In vsem skupaj lep večer in Bog žegnaj. Smo dobili tudi od gospoda Škofa darilo, in sicer za kuharske delavnice z brezdomci na Gardni Bon. Hvala vam. Zdaj, ko bomo pripravili silvestrsko večerjo, bojo prostovoljci šli kar v kuhinjo, bi pa lahko zapeli Sveto noč.
Just